Na dvorcu Zemono, na Zemonu pri Vipavi, je Politehnika Nova Gorica sredi marca organizirala že 4. predavanje iz cikla Znanstveni večeri, ki ga sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Na temo Prihodnost Združenih narodov je predaval predstojnik katedre za mednarodno pravo Ljubljanske pravne fakultete Danilo Türk. Pogovor je moderiral akademski profesor dr. Boštjan Žekš, predstojnik Politehnike Nova Gorica. Profesora Turka vsi poznamo, ne sicer osebno, ampak je neke vrste poosebljenje Združenih narodov. Pri nas na televiziji smo ga gledali dolga leta iz New Yorka in zdaj smo veseli, da vas vidimo tukaj. Par življenjepisnih podatkov. Rojeni ste v Mariboru, študirali ste v Ljubljani. Zdaj pa preskočim na konc. Bili ste pomočnik generalnega sekretarja OZN 6 let, prej 8 let stalni predstavnik, veleposlanik Republike Slovenije pri OZN. Do takih visokih položajev se ne pride kar nenadoma in ko človek gleda vaš življenjepis, vidi, da ste že diplomo leta 1975 imeli povezano z Združenimi narodi. To pomeni, da ste stalno vedeli, kam greste in ste tja tudi prišli. Tematika vašega dela je bila več ali manj zaščita človekovih pravic v raznih oblikah. Pomemben del dejavnosti, še prej, ko ste bili v Ljubljani, je bil tudi povezan z OZN, delovanje v podkomisiji za preprečevanje diskriminacije in zaščito manjšin, kjer ste bili član, podpredsednik, poročevalec, predsednik in kot pravite, je ta podkomisija bolj pomemben, bistveno bolj pomemben del Združenih narodov, kot samo ime podkomisija pove. Glede na vaše delo je razumljivo, da boste govorili o Organizaciji Združenih narodov, o prihodnosti Združenih narodov, najbrž bomo zvedeli tudi kaj o preteklosti in sedanjosti, ki vodi do prihodnosti, ki je sicer še odprta. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, za ta zelo prijazen uvod. Jaz bi rad na začetku rekel, da mi je zelo všeč, da sem bil povabljen sem na Zemono, da vam spregovorim in da se z vami pogovarjam in jaz upam, da bomo po mojem uvodnem izvajanju imeli priliko se pogovarjati. Zelo rad bi slišal vaše pripombe, vaše kritična mnenja. Za nekoga, ki je dolga leta živel in delal v Združenih narodih, je seveda vedno zanimivo slišati, kako se ta pomembna organizacija ocenjuje zunaj Združenih narodov. In seveda to bi me izredno zanimalo in vas prosim, da me poslušate s kritičnim občutkom in da me potem tudi soočite z vašimi mnenji in kolikor imate vprašanja, seveda tudi z vprašanji. Jaz sem se z Združenimi narodi ukvarjal doslej približno 30 let na razne načine in sem vselej verjel, da so Združeni narodi ena izredno pomembna ideja, ena najpomembnejših idej, mogoče najpomembnejša ideja 20. stoletja. Seveda je pa to ideja, ki se uresničuje v zelo kompliciranih okoliščinah in ki se ne da preprosto uresničiti, ki se ne da preprosto z enostavno operacijo narediti realnost. Zato je pri tej ideji vedno važno imeti občutek za to, da bo prihodnost prinesla nove probleme, ampak tudi nove možnosti za organizacijo. No in z tega izhodišča bi želel danes nekaj povedati o tej organizaciji. Jaz domnevam, da v teh krajih, kjer ustanavljate univerzo, ki bo ustanovljena v Novi Gorici v kratkem, po tem procesu, ko je Goriška politehnika pravzaprav spremenila intelektualno konfiguracijo Slovenije, da se bo s tem na nove načine odpiralo tudi, razvijalo tudi zanimanje za Združene narode, ki so sistem, ki vsebuje vsakršne dejavnosti
in ki priteguje zelo veliko število ljudi, različnih profilov. Prihodnost globalnega sveta je prav gotovo v globalnem povezovanju in Združeni narodi bodo na en ali drug način ostali v sestavni del tega globalnega razvoja. No, seveda pa je treba Združene narode obravnavati tudi kritično in realno in jaz bi rad v tem svojem uvodnem izvajanju nekaj povedal o tem. Združeni narodi so seveda izraz neke zelo daljnosežne in optimistične ideje. Ideje, da je na globalni ravni mogoče vzpostaviti stanje, ko bo uporaba vojaške sile podrejena pravnim načelom in politični racionalnosti. To je seveda izredno ambiciozna in optimistična ideja, kakršna lahko nastane samo kot sestavni del ameriškega duha. In ni presenetljivo, da je predsednik Roosevelt bil tisti, ki je dal največ energije in zagotovil, da so Združeni narodi sploh nastali. Združeni narodi seveda niso bili prva organizacija te vrste, ampak tudi predhodnih Združenih narodov. Društvo narodov je bilo rezultat ameriške ideje predsednika Woodrowa Wilsona. Seveda, ker so Združeni narodi nastali kot rezultat nekega zgodovinskega optimizma, je s tem nastal njihov prvi in temeljni problem. Združeni narodi so organizacija, ki ustvarjajo velika pričakovanja, od katerih se pričakuje, da bodo reševali velike probleme, in kadar se ne zgodi to, kar se od Združenih narodov pričakuje, nastanejo primerno globoka razočaranja. In seveda taka globoka razočaranja smo mi doživeli v naši generaciji. Ko je po koncu hladne vojne v začetku 90-ih let prišlo do deblokade varnostnih mehanizmov Organizacije Združenih narodov, je nekaj časa izgledalo, da bo organizacija lahko zaživela točno tako, kot njena ustanovna listina določa. In ko sem jaz prišel v New York leta 1992, je bil tam na dnevnem redu velik optimizem. No, leto 1993 je prineslo katastrofo v Bosni in Hercegovini, ki se je nadaljevala potem in seveda kasneje Ruando, in iz tega je nastala ena od tistih značilnih situacij, ko veliki optimizmi povzročijo globoka razočaranja. In od takrat naprej so Združeni narodi nekako ves čas izpostavljeni v tej novi fazi tako kritikam kot pričakovanjem. Pogosto se slišijo kritične pripombe na račun Združenih narodov, češ da so Združeni narodi neprilagojeni današnjim izzivom sveta, da so organi Združenih narodov po svoji sestavi zastareli, ne odražajo sodobnih razmerij v svetu, da je koordinacija med deli sistema Združenih narodov nezadovoljiva, da sekretariat Združenih narodov ni dovolj kvaliteten in podobno. Kritiki včasih tudi ponujajo odgovore, kako naj bi se organizacija spremenila, vendar pri teh odgovorih je treba vedno biti pazljiv, kajti odgovori največkrat, prav tako kot kritika, odražajo nacionalne interese tistih, ki kritizirajo. In seveda to ne sme presenečati, kajti Organizacija Združenih narodov ni svetovna vlada, kjer bi prevladoval nek že poenoten interes, ampak je organizacija sestavljena iz držav, je klub držav in te države se nacionalnim interesom niso odrekle. To so nacionalni interesi še vedno tisto, kar daje Združenim narodom ton, tako ko gre za kritiko, kot tudi kadar gre za pričakovanja. In ko smo pri pričakovanjih, moramo razumeti, da bodo pričakovanja naslovljena na Združene narode vselej. Tako konkretna pričakovanja, kot tudi bolj splošna pričakovanja. Ta čas, recimo, če gledamo, kaj se dogaja v Združenih narodih, bomo videli, da je celotno vprašanje Darfurja, ki je, odkar je naš predsednik aktivno angažiran okrog tega vprašanja, življenjsko odvisno od tega, ali bodo in kdaj bodo Združeni narodi uspeli v Darfurju vzpostaviti mirovno operacijo. Zaenkrat, kot vemo, je tam mirovna operacija Afriške unije in pogajanja okrog nadomestitvi tiste operacije z operacijo Združenih narodov so kritičnega pomena za vse, kar se bo zgodilo v Darfurju v prihodnje in kar se bo zgodilo v Sudanu. Pričakovanja so tukaj izredno velika in izredno konkretna, ampak seveda politične komplikacije, ki gredo v zvezi s tem enako. Hkrati so Združeni narodi izpostavljeni tudi bolj splošnim pričakovanjem, kadar se govori o takih problemih, kot je tisto, kar imenujemo spopad civilizacij, ali kadar se govori o svetovnih ekoloških razsežnostih, ekoloških izzivih,
se vedno spomnimo na Združene narode in na dejavnosti, ki potekajo v tem okviru. Skratka, pričakovanja so tu in bodo tu ostala. Jaz bi v svojem pristopu k Združenim narodom želel nekako razpravljati v kontekstu 3 točk oziroma 3 hipotez. Prvič, upoštevaje vse te značilnosti Združenih narodov, ki jih opazimo že na prvi pogled, o katerih sem govoril ravnokar. Mislim, da lahko trdim, da so Združeni narodi v bistvu pravilno zasnovana svetovna organizacija. Ustanovitveni akt Združenih narodov, ustanovna listina, je preživela test zgodovine in se je potrdila kot temelj organizacije, ki je dovolj čvrst, da se bo ohranil za prihodnje. Drugič, organizacija se je v zadnjem 10-15 letih močno spremenila in postala izrazito prizorišče in instrument za operativne dejavnosti. In te operativne dejavnosti v nekaterih pogledih spreminjajo organizacijo, ki ni več organizacija, ki določa norme mednarodnega obnašanja in ni več prvenstveno mesto dogovarjanja, ampak prvenstveno mesto, od katerega se pričakuje konkretne rezultate v konkretnih razmerah. In tretjič, o tem, kako bo organizacija šla naprej, v katero smer bo šla in kaj se lahko od nje resnično pričakuje, o tem odloča geopolitični kontekst, ki je odločilnega pomena za doseg organizacije in za njen profil v prihodnje. Pri tem pa moramo vedeti, da se ta profil spreminja in da se lahko v prihodnje spremeni še bolj. No, najprej bi rad argumentiral svojo prvo tezo o tem, da je temeljni dokument Organizacije Združenih narodov, njena ustanovna listina, prestal test zgodovine in da je čvrsta podlaga za delo prihodnje. Če si pogledamo take temeljne prvine, temeljna načela ustanovne listine, kot so pravica do samoodločbe narodov, suverena enakost držav, prepoved uporabe sile, obveznost mirnega reševanja sporov in Združeni narodi kot institucija, ki zagotavlja legitimnost in legalnost akcij v primeru ogrožanja miru, vidimo, da so se vsa ta načela v bistvu potrdila, če tudi seveda ne brez težav in ne brez konfliktov. Pravica narodov do samoodločbe je še naprej živa pravica in Slovenci smo je bili deležni nedavno in to bolj celovito, bolje kot kdajkoli prej. V Združene narode smo stopili hitro in smo tam dobili mesto, ki je v bistvu zelo dobro, tako da po tej plati smo lahko zadovoljni, smo lahko zgodovinsko zadovoljni. Seveda smo tudi suverena država in vemo, da je Organizacija Združenih narodov utemeljena na načelu suverene enakosti. In tu mislim, da smo že nekoliko manj resni. Suverenost ta čas v Evropi ni najbolj v modi, če tako rečem, nekoliko pogovorno. Evropa se giblje v eno smer, ki se zdi, kot da presega tradicionalno suverenost. Vendar bi jaz tukaj svetoval previdnost. Predvsem ne smemo na podlagi te sedanje evropske izkušnje delati prav nobenih globalnih zaključkov. V drugih delih sveta je suverenost še vedno zelo velika vrednota. V Aziji, v Latinski Ameriki in zlasti v Združenih državah Amerike. Suverenost ostaja osrednja vrednota politične organiziranosti in je v globalnih razsežnostih še vedno osnovna vrednota in osnovno organizacijsko načelo, okrog katerega je svet organiziran. Meni se zdi, da je tudi Evropa soočena s situacijo, ko bo morala vprašanje ravnotežja med nacionalno suverenostjo in naddržavno integracijo razmisliti zelo resno in odgovorno in se ne bo smela predajati iluzijam. In Združeni narodi so kraj, kjer je suverenost še vedno glavno načelo in nekaj, kjer se da preizkusiti to načelo. Človekove pravice, ravno tako vrednota iz ustanovne listine, dobivajo vse širšo podporo, naredile so velik napredek v svojih 60 letih in so danes bolj spoštovane kot kdajkoli prej, če tudi so seveda kršitve še vedno enormne in seveda ne moramo govoriti o nekem izboljšanju, ki bi ustvarilo idealno situacijo. In končno, če pogledamo načelo mirnega reševanja sporov, bomo videli, da je v Združenih narodih prišlo do zelo zanimive evolucije, ko meddržavno sodišče v Hagu, nekoč mehanizem, ki mu niso zaupale mnoge države, danes že velja za forum, kjer se spori rešujejo uspešno in kjer se rešujejo tudi teritorijalni spori,
ki dolga leta niso prišli pred to sodišče. Danes pa je seveda to drugače. Z drugimi besedami, mislim, da so temeljna načela Organizacije Združenih narodov ohranila svojo aktualnost, da so navzlic kontroverznosti, ki okrog njih nastaja, ostala temeljnega pomena za organiziranje mednarodne skupnosti in to tako globalno, kot tudi v vseh regijah, vključno z Evropo. Hkrati s tem ohranjanjem temeljnega kodeksa Združenih narodov pa se je, po mojem mnenju, v zadnjih 10-15 letih zelo močno spremenila fizionomija Združenih narodov. Združeni narodi so danes drugačen mehanizem, drugačna organizacija, kot so bili pred 15 leti. In rad bi dal nekaj poudarkov s tem v zvezi. Najprej, če pogledamo problematiko ekonomskega in socialnega razvoja. V 60. in 70. letih je razvojna problematika dobila v Združenih narodih osrednje mesto. To se je zgodilo v času, ko je bil politični varnostni mehanizem Združenih narodov paraliziran zaradi hladne vojne. Takrat so nastale take organizacije, kot je Program Združenih narodov za razvoj, Program Združenih narodov za okolje, Skupina 77, sprejeta je bila prva in nato druga dekada razvoja in kasneje so nastale velike razprave o novem mednarodnem ekonomskem redu. Vse to je zgodovina. V 90. letih je prišlo v okviru Združenih narodov do serije globalnih konferenc, ki so se začele s konferenco v Rio de Janeiro o ekoloških problematiki sveta in ki so v teku desetletja temeljito redefinirale svetovni konsens o tem, kaj razvoj je. Če se pogleda rezultate vseh teh konferenc, začenši s konferenco v Riu in potem konferenco o populaciji in razvoju, svetovni socialni vrh, konferenco o položaju žensk, konferenco o človekovih pravicah in vse drugo, vse to je ustvarilo neko novo definicijo razvoja. Ta nova definicija je bila na to leta 2000 povzeta v deklaraciji ob tisočletju, ob začetku novega tisočletja, v tako imenovanih milenijskih ciljih in ti predstavljajo danes nekakšen skupni svetovni konsens o razvoju, o tem, kaj razvoj je. To je bil velik dosežek za Združene narode. Hkrati pa tudi velik paradoks, kajti na ta način je nekako bila vloga Združenih narodov znana iz preteklih desetletij izpraznjena. Razvojni cilji so bili definirani, pogajanja o ključnih elementih tega, da se bi ti cilji dosegli, pa so se preselila v Svetovno trgovinsko organizacijo, ki je medtem zaživela, v finančne institucije. Pogajanja o financiranju razvoja so sicer ostala v Združenih narodih, vendar kot zelo okvirna dejavnost. Tako da danes Združeni narodi ne razpravljajo o razvojnih problemih več z enako stopnjo kreativnosti, kot je to bilo v preteklih desetletjih in zdi se, kot da je največji del tiste naloge že opravljen. Opraviti je treba druge dele, ampak ti se opravljajo drugje. Po drugi strani pa je politični in varnostni aspekt Združenih narodov relativno gledano pridobil na pomenu in je postal veliko močnejši, kot je bil kadarkoli prej. To se najbolje vidi v mirovnih operacijah. V prvih 45 letih Organizacije Združenih narodov, to se pravi do leta 1990, je bilo ustanovljenih vsega skupaj 18 mirovnih operacij. V zadnjih 15 letih pa 42. Danes je v teku 17 mirovnih operacij Združenih narodov s skupnim številom 80.000 vojakov, ki služijo v teh operacijah. To je seveda zelo velika številka, nobena druga organizacija se ne more primerjati v tem pogledu. Naloge mirovnih operacij so postale veliko bolj kompleksne in veliko bolj zahtevne kot nekoč. Nekoč so mirovne operacije bile posvečene v prvi vrsti nadzoru premirja med rednimi vojskami, potem takem so delovale v pogojih, ko je vojno stanje bolj ali manj prenehalo in so se ukvarjale z oboroženimi silami, od katerih se je lahko pričakovalo večjo ali manjšo stopnjo discipliniranosti in odgovornosti. Danes ni tako. Danes imajo mnoge mirovne operacije za cilj prispevati k reševanju humanitarnih problemov v pogojih, ko vojne še niso končane ali pa so nameščene na področjih, kjer so sicer vojne končane, ampak vzpostavljanje miru zahteva komplicirane naloge, vključno recimo z volitvami in podobnimi nalogami in tukaj so Združeni narodi soočeni z novimi vrstami zahtev. Ta naloga, ta funkcija Združenih narodov se bo v prihodnje verjetno samo še krepila. To pa tudi zato,
ker se šteje, da so mirovne operacije Združenih narodov najcenejša oblika vojaškega nameščanja, kar jih svet pozna. Če si pogledamo drugo funkcijo, sankcije v primeru kršitev odločitev Varnostnega sveta. V pogledu sankcij so Združeni narodi napravili velik razvoj. Sankcije se do 90-ih let praktično niso uporabljale z 2-3 izjemami. Danes so postale standardno sredstvo, s katerim upravlja Varnostni svet Združenih narodov, včasih manj posrečeno, včasih bolj posrečeno. Razvila se je tudi praksa, ki omogoča, da so današnje sankcije bolj ciljno usmerjene in da povzročajo manj škode za civilno prebivalstvo. Zdaj, instrument se razvil naprej. Človekove pravice. Prejšnji teden je Generalna skupščina sprejela sklep o ustanovitvi Sveta za človekove pravice, novega organa, ki bi bolj avtoritativno kot dosedanja Komisija za človekove pravice deloval na tem področju. In sposobnost Generalne skupščine, da tak nov organ ustanovi, je samo zadnji, najbolj viden znak dejstva, da so človekove pravice v Združenih narodih pridobile na pomenu, postajajo čedalje bolj običajen sestavni del vseh dejavnosti Združenih narodov in celo v varnostnem svetu države, kot je Kitajska, tradicionalno nezaupljive do tovrstnih tem, sploh kadar so povezane s problematiko miru in varnosti, so danes pripravljene sprejeti dialog o tem in tudi občasno pomagati pri tem, da se človekove pravice uveljavljajo. Preprečevanje terorizma. Tukaj so Združeni narodi aktivni že svojih 35 let. V tem okviru so opravili prvo fazo, ki je bila zakonodajnega značaja. Sprejetih je bilo 12 konvencij, ki definirajo posamezna dejanja terorizma in določajo mehanizme za preprečevanje terorizma in za kaznovanje storilcev. V zadnjih 15 letih se je zgodil pomemben razvoj, ki je protiteroristično dejavnost premestil iz zakonodajnega področja na operativno področje v okviru Varnostnega sveta. Prvi tak primer, kjer se je to zgodilo in kjer je bil Varnostni svet uspešen, je bil primer Libije. Vi se vsi spominjate tragedije nad Lockerbyjem leta 1988, razstrelitve ameriškega letala, za katerega za to tragedijo se je ugotovilo, so bili odgovorni agenti libijske tajne službe. Združeni narodi so leta 1992 uvedli sankcije zoper Libijo in s pomočjo sankcij in precej inovativnih metod, ki so prišle na dnevni red kasneje, prispevali k temu, da so bili osumljenci za to kaznivo dejanje izrečeni sodišču, ki je sodilo na Nizozemskem, vendar je uporabljalo škotsko pravo in so ga sestavljali škotski sodniki. In to sodišče naposled izreklo pravično kazen in na ta način vzpostavilo stanje, v katerem je bilo mogoče začeti opuščati sankcije in Libija je bila pripeljana v položaj, ko je sprejela obveznosti, da se v bodoče ne bo podpirala terorističnih dejanj. To vrstnih aktivnosti je bilo še več, tudi v Afganistanu in drugje. Če gledamo, kako je danes organizirana dejavnost proti terorizma v okviru Združenih narodov, bomo videli, da je centralni forum, kjer se dogaja protiteroristična dejavnost, posebni odbor, protiteroristični odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki ima v bistvu dve nalogi. Prvič, izboljšanje mednarodnega sodelovanja na praktičnem področju in tu je bilo veliko storjenega, veliko novih komunikacij je nastalo v svetu za izboljšanje sodelovanja med državami pri preprečevanju terorizma in veliko novega bo še nastalo iz tega. Druga naloga, ne manj pomembna, pa je zaščititi v kontekstu protiterorističnega prizadevanja človekove pravice in doseči, da samoobrambni impulzi, ki seveda v državah, ki so soočene s terorizmom, zelo močno delujejo, ne postanejo pretirano iracionalni, da ti samoobrambni impulzi ne gredo predaleč, da ne pride do zanikanja demokracije in da se človekove pravice tudi v teh pogojih ohranijo. In končno humanitarna pomoč. Tudi na tem področju so Združeni narodi razvili nov obseg in nove dejavnosti v okviru Visokega komisarjata za begunce, Svetovnega programa za hrano, UNICEF-a in drugih agencij. Če se pogleda celoten spekter dejavnosti Združenih narodov, se vidi, da je organizacija postala, da je razvila svoje operativne kapacitete znatno preko meja
s katerimi je bilo treba računati na začetku 90. let, se pravi pred kakšnimi 15 leti. Rad bi te poudarke ilustriral tudi z nekaj podatki o razvoju financ Organizacije Združenih narodov in razvoju na področju personala Združenih narodov, ker mislim, da so ti kvantitativni odnosi vedno zelo pomembni za razumevanje politične kvalitete tega, kar se dogaja. Kajti v vsakem sistemu se vse odločitve sprejmejo dvakrat. Prvič se sprejmejo, ko se odločimo za neko politiko, in drugič se sprejmejo, ko se odločimo, kakšna sredstva bomo namenili za to politiko. In šele potem, ko vemo, kakšna sredstva smo za to namenili, takrat imamo odločitev. Predtem imamo v bistvu predlog. In zaradi tega se mi zdijo finančna vprašanja izredno važna. Veliki francoski diplomat Talleyrand je rekel, moramo se ukvarjati s finančnimi vprašanji, kajti ta so tako šarmantna. Jaz bi rekel, seveda, za razumevanje tega, kar se resnično dogaja v organizaciji, je treba pogledati njene finance. In če se pogledamo finance Združenih narodov, kaj ugotovimo? Danes je letna poraba za vse programe Združenih narodov približno 20 milijard dolarjev. To je letni račun za vse, kar Združeni narodi počnejo. In seveda to so precejšnja sredstva. Seveda znatno manjša od letne investicije v iraško vojno, ki je v prvem letu stala 200 milijard dolarjev. Mislim, zaradi primerjav je včasih dobro imeti te proporce pred očmi. Torej 20 milijard dolarjev je vse, kar Združeni narodi porabijo v letu. Ampak od teh 20 milijard je samo 1,8 milijarde dolarjev redni proračun Organizacije Združenih narodov. Se pravi, manj kot 10% celotne porabe je redni proračun, s katerega se financira celoten sekretariat in tudi vodenje mirovnih operacij iz centrov Združenih narodov, iz New Yorka. Za mirovne operacije, torej, če gremo po vrsti, 1,8 milijarde dolarjev je redni proračun. Za mirovne operacije obstajajo posebni proračuni, za vsako posebej se naredi proračun in celotna vsota vseh operacij, vseh mirovnih operacij Združenih narodov v enem letu je približno 5 milijard dolarjev za tistih 80,000 vojakov, kolikor jih ima organizacija nameščenih ta čas. In kot rečeno, šteje se, da je ta vsota v bistvu najcenejša oblika vojaškega nameščanja, kar danes v svetu obstaja. Približno 3 milijarde dolarjev predstavlja tako imenovana zunaj proračunska poraba, ki temelji na prostovoljnih prispevkih in je skoraj da v celoti namenjena operativnim dejavnostim, kot so pomoč v naravnih nesrečah, humanitarne katastrofe, skrb za begunce, mednarodna sodišča, mednarodno kazensko sodišče, sodišče za bivšo Jugoslavijo je financirano na ta način, človekove pravice in tako dalje. Tukaj ne vsi programi na področju človekovih pravic, ampak del teh dejavnosti je tudi financiran iz tega. Na ta način dobimo 10 milijard dolarjev. Preostalih 10 milijard, druga polovica je skupna vsota posebnih programov Združenih narodov, treh programov v bistvu, programa za razvoj, United Nations Development Program, Visokega komisarjata za begunce, UNICEF in Svetovnega programa za hrano. Vsebina njihovih dejavnosti je težka, tako rečem, 10 milijard dolarjev na leto. No, to je celotna vsota, ki jo upravljajo Združeni narodi pri izvrševanju svojih aktivnosti. Iz tega moramo videti, da je organizacija izrazito velika sredstva namenila in jih namenja še naprej operativnim nalogam. Poglejmo se zdaj še podatke o osebju, ki danes dela za Združene narode. Tukaj so trendi podobni. Celotno število uslužbencev Združenih narodov ta čas je približno 29,000. To je celotna številka. Več kot polovica, govorim o civilnih uslužbencih, zdaj ne govorim o vojaških osebah, tistih je 80,000 in so obravnavane posebej. Več kot polovica teh civilnih uslužbencev Združenih narodov, torej 16,000, jih deluje v misijah na terenu. To so operativni ljudje, ki delujejo v humanitarnih akcijah, ki delujejo kot civilno osebje v mirovnih operacijah, ki delujejo v razvojnih programih in tako dalje. Teh je 16,000. Približno ena tretjina, okrog 10,000 civilnih uslužbencev deluje v centrih Združenih narodov in sicer v Ženevi, na Dunaju, v Nairobiju in seveda v New Yorku. V New Yorku jih dela 4,500, kar je seveda znatno število, ampak ne pretirano število.
In okrog 9% vseh uslužbencev, to je okrog 2500, je zaposlenih v regionalnih ekonomskih komisijah v Aziji, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Latinski Ameriki. In seveda največja rast osebja v zadnjih letih je bila število oseb na terenu in spet se je operativni značaj organizacije v tem času krepil tudi na ta način. Seveda, vprašanje, ki se v zvezi s tem postavlja, je naslednje. Ali je organizacija s tem, ko je razvila svoje operativne kapacitete na tak način in je pridobila na svoji operativni sposobnosti, s tem tudi okrepila svojo sposobnost uveljaviti se kot forum, kjer se presojajo glavna svetovna vprašanja, ali je v bistvu postala na tem področju avtomatično šibkejša. Kajti na Združene narode se danes gleda čedalje bolj kot na organizacijo, ki nekaj izvaja, ki mora biti učinkovita, in čedalje manj na organizacijo, kjer se presoja in kjer se mora odločiti o tem, kaj je prav in kaj ni prav. In seveda odgovor na to vprašanje v svetovnih razmerah, kakršne so danes, ni odvisen od dobre volje, niti ni odvisen od doktrine, ampak je odvisen od geopolitike. In tem geopolitičnim okoliščinam bi rad namenil nekaj minut proti koncu svojih izvajanj. Zavedati se je treba, da je Organizacija Združenih narodov od samega začetka zasnovana na geopolitičnem konceptu. Jaz sem na začetku govoril o optimističnem značaju Organizacije Združenih narodov, o veličini te ideje, vendar treba je vedeti, da je predsednik Roosevelt bil tudi praktičen politik in da si je predstavljal Združene narode na samem začetku kot sistem, ki ga bodo vodili 4 policisti, kot je on to imenoval. On si je zamislil, da bo organizacija imela varnostni svet, v katerem bodo stalni člani in ti stalni člani morajo biti vsaj 4. In to so Združene države Amerike, Sovjetska zveza, Velika Britanija in Kitajska. Prvič je bila ta ideja 4 policistov razložena na sestanku predsednika Roosevelta z sovjetskim zunanjim ministrom Molotovom leta 1942, maja 1942, se pravi zelo zgodaj v procesu formiranja Združenih narodov. In jaz se danes posebej omenjam, ker bi rad opozoril na zgodovinsko vizionarstvo predsednika Roosevelta. Tudi danes so te države ključnega pomena v geopolitičnem kontekstu sveta. Seveda, Francija leta 1942 ni bila v položaju biti med policisti, ampak 1945 je to postala na konferenci v San Francisco in od takrat je svet pod vplivom 5 policistov. Seveda, mi smo velik del zadnjih desetletij zgodovine živeli v pogojih hladne vojne, v pogojih bipolarizma, kjer je bilo videti, kot da je dihotomija med vzhodom in zahodom in kondomini Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike odločilna formula svetovne geopolitike, ki bo večno ostala. No, s koncem hladne vojne se je ta iluzija razblinila, Sovjetska zveza razpadla in na nek način se je obnovil položaj, kakršen je bil v Rooseveltovih časih. Na nek način smo dobili situacijo, v kateri so nenadoma policisti začeli sodelovati, v katerih je varnostni svet bil sposoben sprejemati pomembne in težke odločitve in v katerih se začela Organizacija Združenih narodov razvijati v organizacijo, ki prvič v varnostnem svetu lahko večkrat sprejme, ne vselej, ampak večkrat lahko sprejme pomembne odločitve in predvsem s težo te skupine doseže, da se potem tudi operativna funkcija Združenih narodov razvija adekvatno. Seveda, v današnjem svetu je treba pogledati konfiguracijo odnosov med velikimi silami kritično in upoštevaje vse značilnosti. Ni moj namen, da bi šel v podrobnosti tega vprašanja, o katerem je vredno razmišljati in vredno razpravljati. Rad bi pa za našo razpravo dal nekaj hipotez geopolitičnega značaja. Prvič, mislim, da je današnji svet jasno, da takšen, da je premoč Združenih držav Amerike nesporna. Vendar to ne pomeni, da je svet unipolaren. Če pogledamo važnejša krizna žarišča kjerkoli po svetu, bomo videli, da nikjer Združene države Amerike ne morejo reševati problemov brez sodelovanja drugih, brez sodelovanja regionalnih sil. Če pogledamo korejsko vprašanje, ki je izrazitih vprašanj, brez vloge Kitajske in gostiteljstva pogajanj 6 v Pekingu, problema severovzhodne Azije ni mogoče reševati.
Nekaj podobnega se kaže in se bo še kazalo v primeru Irana in Perzijskega zaliva. V Afriki je izrazito pomembno pridobiti Nigerijo in Južnoafriško republiko za reševanje različnih regionalnih vprašanj, v Latinski Ameriki Brazilijo, ki je igral odločilno vlogo danes na Haitiju. Z eno besedo, svet ni unipolaren. Seveda to ne pomeni, da je svet multipolaren. Svet ne gre v smeri graditve multipolarnih mehanizmov, kjer bi se nekaj skupine držav grupirale v učinkovito zavezništvo proti Združenim državam Amerike. Zakaj tajega ni možnosti in tak razvoj bi bil seveda tudi izrazito negativen. To ne bi bil varen svet. Tekmovanje med velikimi silami ni dobra opcija. Boljša je opcija omejenega sodelovanja, kakršno imamo danes. Po mojem mnenju je danes svet na nek način policentričen, kjer obstaja en vodilni center, ampak obstaja tudi več drugih centrov, ki z vodilnim centrom razmeroma dobro sodelujejo. Ta svet seveda zagotavlja visoko stopnjo strateške stabilnosti in ta naprej zagotavlja, da velike vojne niso verjetne in da v naslednjih desetletjih ne bodo verjetne. Seveda pa je to tudi svet, v katerem se dogajajo številne male vojne in številne vojne, ki se bojujejo z lahkim orožjem in kjer je najbolj prizadeto civilno prebivalstvo. V teh vojnah nastajajo problemi, za kakršne Združeni narodi potrebujejo svoje operativne kapacitete, v katerih potrebujejo tak model mirovnih sil, kakršne se razvijajo danes in kjer morajo znaten del svojega dela posvečati povojnim situacijam, graditvi miru po vojnah in poskusom, da se družbe razbite od vojn reintegrirajo. Tak svet bo verjetno še nekaj časa ostal in tak svet bo vplival na profil Združenih narodov. Vprašanje, ki pa bo ostalo v tem primeru, takem verjetnem scenariju, po moji oceni verjetnem scenariju, pa ostaja tisto, ki sem ga omenil že prej. Ali je organizacija s to svojo povečano operativnostjo in s to povečano nujo, da se ukvarja z vojnami nizke intenzitete, vojnami, ki se bojujejo z lahkim orožjem in vojnami, ki prizadevajo zlasti civilno prebivalstvo, ali organizacija, ki postaja čedalje bolj operativna za to vrstne situacije, izgublja na svoji moči, ko gre za vprašanje temeljnih presoj o bodočnosti sveta. Ali izgublja ali ne. Seveda o tem so možna različna mnenja. Na eni ravni bi se lahko reklo, da ne, kajti če se velike sile uspevajo dogovarjati o varnostnem svetu in če se to potrjuje v nekem širšem svetovnem kontekstu, potem je z sistemom vse v redu. A po drugi strani je vprašanje, ali je ta fokus popolnoma pravilen, ali ne bi bilo pravzaprav bolje, če bi se Združeni narodi bolj ukvarjali z vprašanjem pravne ureditve za prihodnost, ali bi ne morali več napraviti, se postaviti bolj v center razvojne problematike, v katerem ta čas niso, ali ne bi bilo prav, da razvijajo znatno močnejše kapacitete na ekološkem področju. In seveda za vsako od teh vprašanj mora biti opravljena temeljna presoja, ki v današnjih razmerah ni mogoča. No in to vprašanje bi želel postaviti pred vas in vas prositi, da o njem razmišljate. Rad bi rekel, da seveda odgovor na to vprašanje ne more biti akademski, ampak se lahko razvije samo v enem realnem političnem kontekstu, ki ga bodo spet določale velike sile in da bo v takem realnem političnem kontekstu prvi znak, kam bodo Združeni narodi šli v prihodnje, izvolitev generalnega sekretarja, do katere bo prišlo v teku letošnjega leta. Če bo izvoljen generalni sekretar, ki bo znal napraviti vlogo Združenih, ki bo znal pomagati k temu, da se ustvari aktivna vloga Združenih narodov, vloga, ki bo krepila kapacitete Združenih narodov za presojo, bo to seveda za organizacijo dobro. Če bo izvoljen generalni sekretar, ki bo dopuščal, da se organizacijo instrumentalizira za neke ad hoc potrebe, bo to za svet nekoliko slabše. V vsakem primeru organizacija bo živela naprej in bo imela svoje naloge. Mislim pa, da je njena bodoča usoda danes izrazito na tehtnici. In čisto na koncu še to. Vprašanje se seveda lahko postavlja, kaj je vloga Slovenije pri vsem tem. Ali Slovenija o takih vprašanjih želi razpravljati, ali želi imeti stališče ali ne. In seveda tukaj
ne morem dati jasnega odgovora. Za Slovenijo Združeni narodi realno gledano niso prioriteta zunanje politike. Nekaj višji nivo prioritete je bil v času, ko je Slovenija delovala v Varnostnem svetu Združenih narodov. Vendar bo Slovenija v kratkem predsedovala Evropski uniji. Evropska unija je po svoji naravi kot organizacija, ki je sestavljena na podlagi prava in racionalnih odločitev, zainteresirana za svet, ki bo čim bolj spoštoval pravo in norme in je potem takem zainteresirana za usodo Združenih narodov. Slovenija bo tej Evropski uniji predsedovala in seveda bo zelo zanimivo videti, ali bo v okviru svojega koncepta predsedovanja našla kaj energije, da se ukvarja tudi z Združenimi narodi. Zelo pomembno se mi zdi, da so vse države, in to sem videl kot pomočnik generalnega sekretarja v prejšnjih 2 letih pogosto, postale v zadnjih letih vse nove članice Evropske unije, postale veliko bolj občutljive na globalna vprašanja, kot so bile pred vstopom v Evropsko unijo. Pred vstopom v Evropsko unijo je bila vsa koncentracija energije posvečena vstopiti v ta klub. Zdaj, ko smo v tem klubu, je seveda drugače. Zdaj, ta klub ni neki obljubljeni paradiž bodočnosti, ampak je naša vsakdanja stvarnost in ta klub je seveda sestavni del sveta z vsemi njegovimi težavami in mi smo tudi sestavni del tega. Velikokrat so me obiskovali razni visoki funkcionarji iz vzhodnoevropskih držav in se zanimali za razna konkretna vprašanja iz konteksta Združenih narodov. In ko sem se vrnil lansko leto, sem bil seveda, ne bom rekel presenečen, ampak ugotovil sem isto, ko sem videl, da je predsednik Slovenije začel nekako v septembru, oktobru razvijati eno močno aktivnost ozaveščanja slovenske politične javnosti za globalna vprašanja in s tem tudi za Združene narode. Mislim, da je to dobro. Seveda v tem kontekstu se marsikaj dogaja, ampak gledano v celoti je to zelo pozitivno in mislim, da bo treba o Združenih narodih, o globalnih vprašanjih razmišljati še naprej. Moje teze niso bile zasnovane kot predavanje, ki naj vam pove, kaj je res, ker bi kaj takega bilo seveda popolnoma neprimerno in pretenciozno, ampak so bile bolj zamišljene kot ene vrste provokacija, ki vam naj da dodatni material za razmišljanje in kolikor imate kaj energije, da me soočate z vašimi kritikami takoj, bom seveda popolnoma na razpolago. Hvala lepa. Hvala lepa za ta prikaz sedanjosti in bodočnosti Združenih narodov. Sedaj imamo nekaj časa za vprašanja in prednost tistega, ki vodi tako diskusijo, je to, da lahko začne. Zdi se mi, da za nas tukaj so Združeni narodi, tukaj v Sloveniji, so Združeni narodi nekaj, kar je zelo daleč. V časopisih se pojavlja, direktnega stika z njimi nimamo preveč. Vidimo jih pa na dva načina, vsaj jaz, kot nekaj velikega, bogatega, z množico uradnikov, dobro plačanih uradnikov, kar nas Slovence še posebej jezi. Po drugi strani s vprašljivo efektivnostjo, po drugi strani se pa vsi zavedamo, da kako se ta svet razvija, bo vedno bolj potrebno dogovarjanje med državami, dogovarjanje med celinami, mesto, kjer je možno gledati naprej. Zdaj, ta naš dvojni pogled je na en način povezan z vašo dilemo, kaj Združeni narodi so. Ali so to mesto dogovarjanja, mesto vizij, ali so združenje gasilcev, požarov in blažilcev nesreč. A je bila vaša teza, da bi se morali bolj vrniti k osnovam, k osnovnim nalogam mesto dogovarjanja? Če je to, se bo pojavilo vprašanje, a so pogoji za tako dogovarjanje sploh zreli?
ker to, kar ste rekli, geopolitika, ki sploh daje pogoje za to, a so se teh 5 policistov sposobni dogovoriti med seboj, oziroma 1 + 4 in še vsi ostali mali. Skratka, a se vam ne zdi, da kar se tiče teh zunanjih pogojev, se pa stvari tudi slabšajo? Ja. Torej, jaz domnevam, da svojim uvodom nisem ustvaril nekega nerealnega optimizma. Jaz sem optimist po naravi in imam rad Združene narode, ker so tako optimistična organizacija, ampak problem, kot ga definirate, je seveda osnovni problem organizacije ta čas. Če gledamo na stvari stališča praktične politike in recimo poskušamo z eno novo hipotezo, namreč, da ni vse v geopolitiki, ni vse v vojaški moči in v obvladovanju regij sveta, ampak da so tudi drugi načini, kako lahko nastane relevantna količina politične volje in politične energije, ki premakne stvari naprej. Predpostavimo, da je to možno v mednarodni skupnosti in jaz verjamem, da je. Potem seveda je tu treba omeniti dve značilnosti, ki ta čas definira ta sposobnost Združenih narodov, da bi bili bolj efektivni centri dogovarjanja. Prvič, dežele v razvoju, ki so nekoč imele svojo močno organizacijo, grupo 77 neuvrščene, so to izgubile. Ta organizacija ne obstaja več, oziroma obstaja formalno in nažalost ni bila v zadnjih 20 letih dovolj kreativna, da bi našla eno napredno platformo. Preveč se je zadrževala na ohranjanju statusa quo, preveč je zavračala razpravo o človekovih pravicah, preveč se je upirala tako imenovanemu vmešavanju v notranje zadeve in na ta način pokazala svojo politično nesposobnost ustvariti neke vizije, ki peljejo svet naprej. Se pravi, ta grupacija znotraj organizacije Združenih narodov je degenerirala, ne obstaja več in na njo se ni mogoče zanesti. Nič drugega ni nastalo v tem času. Tudi, po mojem mnenju, ni nujno, da se neka nova koalicija zgradi v okolju dežel v razvoju. Tudi to ni nujno. Saj ni nujno, da bodo dežele v razvoju sposobne dajati ton, dajati neko napredno vizijo. Najmočnejše med njimi, kot so Indija, Brazilija, Južnoafriška republika, so čedalje bolj orientirane k svojim lastnim interesom, svojim nacionalnim interesom, svojim regionalnim interesom in tudi svojim globalnim ambicijam. Te 3 države so tudi bile kandidatke za stalne sedeže v Varnostnem svetu Združenih narodih, kar pove, kje bi one rade bile. One se ne vidijo kot voditeljice nekega gibanja, ki daje vizijo organizaciji kot celoti, ampak se vidijo kot velike sile, ki hočejo biti čedalje bolj popodne etabliranim velikim silam. Zaradi tega mislim, da je edina skupina, ki bi lahko igrala eno tako novo vodilno vlogo in presegala ta osnovni geopolitični vzorec, bi dodala eno novo dimenzijo, neko novo kvaliteto Združenim narodom, Evropska unija. Mislim, da Evropska unija je skupnost držav, ki je izrazito zainteresirana za globalnost sveta in je izrazito zainteresirana, da se globalni svet čim bolj organizira v okviru nekega globalnega normativnega reda. Nikakor ne želim idealizirati Evropske unije in tudi ne realno planirati nekih njenih bodočih dejavnosti ali nekih njenih bodočih možnosti. Mislim pa, da če se gleda svetovni zemljevid v celoti, je samo od Evropske unije možno pričakovati voditeljstvo. Seveda, da bi pa se to zgodilo, mora Evropska unija postati politično bolj skladna. Evropska unija danes nima resnične skupne zunanje in varnostne politike, ima seveda to skupno zunanje in varnostno politiko na papirju, ampak ko pride do večje krize, kot se je to zgodilo v primeru Iraka, se Evropska unija prepolovi, v bistvu na polovico in zelo vredno je pričakovati, da bi v bodočih krizah se zgodilo kaj podobnega. Če bi se v kakšni bodoči krizi Evropska unija uspela afirmirati kot ena skupnost, ki nastopa skupnim glasom in pove, mi vidimo rešitev tega problema tako, bi se usposobila tudi za to, da bi velike vizije
lahko artikulirala v korist organizacije kot celote. To je na kratko moja ocena situacije. Hvala lepa. Vprašanja? Jaz bi se pa malo vrnil k finančnem ustroju organizacije. Prej ste lepo razložili, kako pač se ta sredstva porazdelijo na različne dejavnosti, ne. Zdaj, in tudi kljub temu, da so to pač sorazmerno velika sredstva, da je to samo v bistvu 10% sredstev, ki si jih največja država na svetu lahko na primer privošči za svoje, recimo, pač neke svoje privatne politične interese, ne. Vsekakor je pač verjetno zanimivo tudi, kako je pač ta denar mora nekako za financiranje Združenih narodov od nekod priti, ne. In verjetno je pač nek ključ, po katerem pač se te Združeni narodi financirajo, ne. In pač naivno bi si človek predstavljal, da potem verjetno tudi tisti, ki več prispevajo, nekako pričakujejo potem, da bojo imeli več besede pri tem, kako se bo ta denar porazdelil oziroma zakaj se bo uporabljal oziroma zakaj se bo sploh celotna organizacija kot taka prizadevala, ne, kar pa lahko včasih potem verjetno tudi pride v konflikt s kakšnimi temi ustanovnimi načeli, ki so pač v bistvu zelo dobro zastavljena, ne. Zdaj me pa zanima, kako se pač dejansko ta problem, če se ta problem tudi v resničnem pač življenju organizacije pač pojavlja in kako se pač s tem pač sooča in rešuje te zadeve. No, ta problem se pojavlja v vsakdanjem delu organizacije Združenih narodov in najbolj vidno je ta problem obravnavan takrat, kadar je na dnevnem redu lestvica prispevkov. To se pravi, ključ, po katerem se stroški za redni proračun delijo in ta ključ velja tudi za mirovne operacije, s tem, da so pri mirovnih operacijah predvideni po eni strani določeni popusti za revnejše države in po drugi strani predvidene dodatne premije, ki jih morajo plačevati stalni člani Varnostnega sveta Združenih narodov. Tako da recimo za mirovne operacije stalni člani prispevajo 60% celotnega proračuna, ker se šteje, da kot stalni člani, kot države, ki imajo največjo besedo pri vzpostavljanju mirovnih operacij, morajo nositi tudi večji delež finančnega bremena in to se mi zdi pravično. Ko gre za redni proračun, je lestvica prispevkov takšna, da je maksimalni prispevek, ki ga dovoljuje organizacija, 22%. To je znesek, ki ga plačujejo Združene države Amerike. Osnovno načelo, ki je podlaga za odločanje o tem, je sposobnost plačevanja, capacity to pay. In to je seveda zanimivo, kajti na tej točki suverena enakost ne deluje linearno. To je capacity to pay in obstaja formula, po kateri se prispevki izračunavajo in po kateri recimo plačujejo Združene države Amerike 22%, Japonska nekaj več kot 19%, Nemčija približno 10%, Avstrija približno 1%, Slovenija 0,1%. Tako da dobite predstavo o razporedu teh velikosti v proračunu Združenih narodov. Seveda je vse to odstopanje od načela suverene enakosti. In tisto, kar pravzaprav manjka organizaciji ta čas in kar je važna sestavina definicije organizacije za prihodnje, je resna razprava o tem, kakšna naj ta lestvica prispevkov bodoče bo. Tukaj se seveda ne bo moglo sprejeti principa, da vsaka država plača enak prispevek. To je nerealno in tudi nihče nikoli ni predlagal. Vendar so razlike še vedno prevelike in jaz verjamem, da bi morale mnoge države plačati več, kot danes plačujejo, in mnoge države, ki plačujejo tam okrog 20% ali tudi te velike odstotke, plačevati manj, zato da bi se vpliv, ki ga neobhodno, ki ga avtomatično prenaša velik finančni prispevek, zmanjšal. Ta ideja ni moja, niti ni nova. To idejo je Olof Palme, pokojni švedski predsednik vlade, ki je pisal eno analizo Združenih narodov v začetku 80-ih let, postavil v center svojih predlogov. Je rekel, če hoče organizacija bolj ustrezati političnim potrebam celotnega sveta, mora spremeniti lestvico prispevkov in je predlagal, da nobena država ne bi prispevala več kot 10% proračuna. Meni se to še danes zdi zelo važen in zdrav princip.
Vendar države po svoji naravi so seveda bitja, ki so izrazito usmerjena kratkoročnim potrebam in k temu, da se izogibajo stroškom. In zato seveda prav velikega navdušenja za take predloge ni. Bo pa morala organizacija v to smer iti, če bo hotela za bodoče definirati svojo vlogo bliže tistemu, kar bi jo jaz rad videl, ne? In oddaljevati se od one, kjer je pravzaprav odločilna beseda tisti, ki imajo večji prispevek, še toliko bolj odločilni. No, skratka, jaz bi želel, da bi se Palmejev predlog obnovil, ne? In da bi organizacija povedala resno razpravo o njem. Mislim, da to ni popolnoma nemogoče, da so v zadnjih letih bili sproženi reformni procesi in razprave, ki omogočajo, da se tudi tako vprašanje postavi na dnevni red. Tudi dejstvo, da je uspelo ustanoviti Svet za človekove pravice, o katerem se pred letom ni nihče ni upal govoriti, da je to realno dosegljivo, mislim, je znak, da se ustvarja ena atmosfera v prid večjih sprememb in mislim, da bi bodoče spremembe morale vključevati tudi spremembo lestvice prispevkov. Hvala lepa. Prosim, gospod. Me zanima pravzaprav, kakšna je vaša ocena sedanje ameriško-britanske intervencije v Iraku, oziroma kakšno je stanje zdaj tukaj po vašem mnenju, ko je pač Irak pravzaprav na robu državljanske vojne. Ne? Ja. Drugo vprašanje, še eno imam. Cipr. Vemo, da je razdeljen na dve, na grško in turško del in da obstaja tam razmejitvena črta, da so pa tudi že sile, te mirovne sile Organizacije združenih narodov že del časa tam. Vidimo, da je tam stanje dokaj umirjeno. Ali smatrate, da so sploh še potrebne te sile za vzdrževanje miru? Ja. No, tretje, še eno imam, oprostite. Mogoče je pa to malce bolj provokativno vprašanje, če se vam zdi, da je prehudo, pa prosim, ni treba odgovoriti nanj. Pred časom smo slišali in brali, da je generalni sekretar Kofi Annan bil vpleten v nekatere sumljive posle. Potem je pa ta stvar kar nekako potihnila. A nam lahko poveste, kaj o tem? Hvala lepa. Dobro. Jaz bom seveda odgovoril na vsa tri vprašanja. In tudi sicer bom odgovoril na vsa vprašanja, ki jih boste postavili. Jaz sem bil povabljen za to, da odgovarjam na vprašanja tukaj, veste, in se temu ne smem izogibati. No, šel bi kar po vrsti. Kar zadeva Irak, najbrž ni treba obnavljati cele zgodbe o problematični legalnosti in legitimnosti vojaške akcije v Iraku leta 2003 in problemov, ki so jih Združeni narodi imeli s tem. Mislim, da je za vsako bodočnost treba vedno znova poudariti, da ta akcija ni bila avtorizirana strani Združenih narodov, da ni imela avtorizacije Združenih narodov. Zdaj, kar zadeva sedanjost in prihodnost, pa mislim, da je ta, jasno, da zelo komplicirana, ampak ni še čisto določena. Namreč, jaz ne verjamem, da je Irak v situaciji, ki je postala irreverzibilna, da so politične sile Kurdov, šiitov in sunitov odpovedale do te mere, da bo prišlo do ene državljanske vojne, ki bo potem povzročila popoln kaos. Seveda na nek način so elementi državljanske vojne v Iraku že dolgo. Obstaja še ena, rekel bi, slamica upanja. Ne želim pretiravati z njo, ampak ne želim je spregledati. Namreč, ko se je v letih 2004, konec leta 2003 in v letu 2004 razpravljalo o tem, kakšen naj bo bodoči Irak, kakšno politično konstrukcijo naj ima, je bilo zelo veliko mnenj, da mora Irak biti unitarna država, če hoče obstati. Temu je nasprotovala teza, da je treba Irak na nek način federalizirati in da je treba enostavno sprejeti delitev Iraka na te tri glavne skupine. Ta teza je naposled prevladala. Seveda je ta teza izredno tvegana. Lahko vodi do razdelitve Iraka na tri dele, lahko pa vodi do sposobnosti teh treh glavnih skupin, da nekako dosežejo dogovor in skozi to eno politično stabilizacijo. No, jaz sem vse skozi bil med tistimi in sem še danes med tistimi, ki upamo,
da bo ta tripartitna federacija v Iraku preživela, da ima vsaka od teh skupin več razlogov, da Irak ohrani, kot da pusti državljansko vojno tako daleč, da bo Irak ne samo razpadel, ampak pristal v nekem popolnoma kaotičnem stanju. Tisto, česar ne vem, je seveda, ali so vodilne politične sile teh glavnih skupin to resnici sposobne doseči. Jaz verjamem, da so. Tudi doslej so vsaj šiitske in kurdske skupine znale obvladovati svoje oborožene enote na način, ki je dogovarjanje omogočal. In jaz verjamem, da se ta sposobnost ni izčrpala. Tako da spadam med tiste ljudi, ki še vedno upajo, da bo tam nek tak politični dogovor možen. To seveda ne bo demokratičen politični dogovor. To bi rekel, bi bil bolj real politični dogovor, kot pa demokratični dogovor v Iraku. Irak ne more preživeti kot demokratična država, vsaj ne kratkoročno. Seveda bo imel parlament, seveda bo imel volitve in podobno, ampak za vsem tem mora stati nek efektiven dogovor voditeljev političnih vodstev teh treh skupin. In kot rečeno, verjamem, da je to še možno in da je tu še ena slamica upanja, da Irak ne bo zašel v popolno državljansko vojno in popoln kaos. Na drugo vprašanje se da odgovoriti bolj na kratko. Mirovne sile na Cipru so še vedno potrebne. Dejstvo, da se situacija stabilizira, ne pomeni, da ne more postati ponovno komplicirana, ampak mislim, da je politično bolj važno še nekaj drugega. Cipr je postal član Evropske unije in je na ta način postal predmet odgovornosti evropskih držav. Te države so pred kratkim, Evropska unija pred kratkim deblokirala del finančnih sredstev za razvoj severnega Cipra, ki skupna vsota, ki je na voljo, predstavlja $200 milijonov in je za potrebe 200 milijonov evrov in je za potrebe Cipra kar pomembna vsota. No, ta vsota je bila blokirana do pred nekaj tedni, zdaj je deblokirana in mislim, da bi tu lahko Evropska unija odigrala svojo vlogo, da bi prevzela štafetno palico od Združenih narodov in odigrala neko vlogo reintegracije Cipra. To je za Evropsko unijo važno, ne samo zaradi Cipra, ampak tudi zato, ker je Cipr območje, kjer se srečujeta krščanstvo in islam in kjer je rešitve treba najti, če se hoče biti prepričljiv v tezi, da je Evropa sposobna organizirati odnose med islamom in krščanstvom na en perspektivni način za prihodnje. To je prvi test, to je test, ki je že danes. Naslednji test bo v Bosni in Hercegovini, kjer je nekoč vladalo sožitje, nekoč je bil to en model evropskega sožitja islama in krščanstva, seveda v posebnih okoliščinah, kakršne so takrat bile, in Evropa bo morala najti tudi za Bosno in Hercegovino trajen, perspektiven odgovor. In v tem smislu je ciprsko vprašanje v tem trenutku za Evropo važno. In končno, kar zadeva generalnega sekretarja, moram tu precizirati. V poročilih preiskovalne komisije, ki je proučevala program Nafta za hrano, je bilo ugotovljeno, da je sin generalnega sekretarja bil zaposlen v neki švicarski firmi, ki je dobila eno pomembno pogodbo od Združenih narodov za nadzor nad humanitarnim blagom, ki je bilo poslano, ki se je pošiljalo v Irak v okviru programa Nafta za hrano. Lahko vam rečem, da kot predstavnik Slovenije, ki je bila v varnostnem svetu v tistem času, ko je bil ta posel odobren, mi nismo vedeli, da je sin generalnega sekretarja zaposlen v tej firmi. Če bi člani varnostnega sveta vedeli, bi verjetno ta posel odsvetovali. Ne zato, ker bi mislili, da je tu v ozadju neka korupcija, ampak zato, ker je videz takšen in že videz nekega konflikta interesov je zadosten razlog, da se tega posla ne bi smelo skleniti. No, mi tega nismo vedeli in verjamem, da tudi govoril sem z zelo dobro obveščenimi britanskimi in ameriškimi diplomati, za katere tudi verjamem, da niso vedeli za to okoliščino. Ne. Tako da tu je bila ena izkušnja, ki je sigurno slabo vplivala na Združene narode in tudi slabo na položaj generalnega sekretarja. Seveda pa je treba tudi razumeti človeške aspekte te zadeve. Sinovi očetov ne poslušajo radi in tudi ni nujno, da jim vse povedo. Jaz ne bi rad sodil niti generalnemu sekretarju, niti njegovemu sinu, ampak bi raje verjel, da je to pač bila ena taka zadeva, ki jo je mlad človek naredil, zato da bi njegovo podjetje uspelo.
in s tem povzročil posledice, ki so seveda prizadejale škodo Organizaciji Združenih narodov in mislim, da je treba z generalnim sekretarjem v tej zadevi sočustvovati. Lepa, še kakšno vprašanje? Tudi zadaj se še bila, pa tudi zadaj še nekdo. V izvajanju ste rekli, da je zelo pomembno vlogo odigrava zagotovo generalni sekretar in da je od tega, kdo bo generalni sekretar postal, tudi pomembno in odvisno, kako bodo Združeni narodi šli naprej. Po drugi strani se spomnimo, da ko ste iz Združenih narodov odhajal, da ste imel neke zamere pa neke kritične pripombe na nekatera dejanja generalnega sekretarja. Zdaj bom pa zelo, mogoče tako izzivalno vprašanje postavil. Kakšne so vaše ambicije v zvezi z Združenimi narodi naprej? Moje ambicije obstajajo, ampak so neartikulirane. So neartikulirane in nedefinirane. Veste, jaz sem nekako zavezan Združenim narodom tako življenjsko. Jaz sem se tej ideji posvetil in se je sposoben posvečati na zelo različne načine. Meni je veliko veselje z študenti na Ljubljanski pravni fakulteti in povsod, kamor pridem, propagirati idejo Združenih narodov, se ne pogovarjati, nekako poskušati to, kar v Združenih narodih vem, predstaviti na način, ki omogoča, da ljudje razmišljajo kritično o Združenih narodih in da se tu razvija, pač, kolikor lahko k temu pripomorem, razumevanje. In meni to zadošča, veste, jaz nimam zelo velikih ambicij, ne? Tako da v tem trenutku se mi zdi, da je to tisto, kar je prav, da počnem. Imam tudi razne angažmaje, tudi na razne mednarodne konference, ki Združeni narodi organizirajo, hodimo o različnih vprašanjih, se tam pogovarjamo. Tako da z Združenimi narodi sem še povezan in bom še naprej povezan. Nimam pa nekega specifičnega cilja in mislim, da tudi, veste, v življenju ni treba vedno imeti specifičnih ciljev. Kajti razmere se spreminjajo in potem se vidi, kaj ima smisel in kaj nima smisla. Jaz sem v nekem trenutku ugotovil, da moje delo v Združenih narodih ni imelo tistega smisla, zaradi katerega sem vstopil v sekretariat. In jaz nisem vstopil v sekretariat, ker bi hotel imeti lepo plačo ali pa ker bi hotel celo življenje živeti v New Yorku ali kaj podobno, ker sem resnično imel eno določeno vizijo, kaj lahko nekdo mojega profila v sekretariatu počne. In ko se je izkazalo, da so se okoliščine tako spremenile, se to ne da narediti, sem pač generalnemu sekretarju povedal, da bi se raje vrnil k svojemu profesorskemu poklicu. In on je to razumel. Tako da, če me sprašujete o mojih ambicijah, bi rekel, jaz bom celo življenje delal za Združene narode, ampak oblike tega delovanja bodo odvisne od okoliščin, ki se bodo razvile. Mogoče bo to pomenilo, da bom delal kaj takega, da se bo bolj videlo, mogoče pa bodo take, da bo to precej nevidna dejavnost. V vsakem primeru bom jaz s tem zadovoljen. Ja. Hvala. Takoj na začetku predavanja ste omenili neke statistične podatke, v katerih ste navedli, kako raste število vojaških operacij Organizacije Združenih narodov v zadnjem času. Mogoče je to pravzaprav lahko primer, da organizacija ne izpolnjuje tiste svojega osnovnega namena. In mogoče tudi to pomeni, da gre v tisto nepravo smer, zaradi tega, ker se mi zdi, da se tudi vi bolj nagibate k temu, da bi morala biti neke vrste preventivna organizacija, ki bi skrbela za razvoj. Zdaj me pa zanima, recimo tistih 16,000 ljudi na terenu, ki delajo, s čim konkretno se oni ukvarjajo? Se ukvarjajo z nekimi sistemskimi vprašanji ali mogoče z nekim prenosom tehnologij tudi v manj razvit svet? In kaj bi se lahko s tem zgodilo v prihodnosti? To pomeni, da če bi se Organizacija Združenih narodov transformirala v bolj preventivno organizacijo, ki bi skrbela za to, da bi bilo manj takih konfliktnih žarišč. No, meni je vaše vprašanje izredno všeč. Jaz sem se v sekretariatu precej ukvarjal z preventivno diplomacijo, s politiko generalnega sekretarja, ki je imela za cilj okrepiti preventivno funkcijo Organizacije Združenih narodov. In seveda, če se gleda ustanovno listino, se vidi, da je preprečevanje vojne pravzaprav v 1. členu ustanovne listine in skozi celo ustanovno listino je to razvito. Ampak problem je seveda zelo velik in težko rešljiv. Ena majhna ilustracija. V času, ko smo
razvijali pač te razne aktivnosti preventivne diplomacije, smo v nekem trenutku ugotovili, da je izraz prevencija dobil neko slabo konotacijo. To je bil čas, ko se je pojavila teza o preventivni vojni in potem je nenadoma mnogo ljudi začelo dvomiti v to, da tisti, ki prihajamo iz Združenih narodov in govorimo o preprečevanju oboroženih konfliktov, da ne mislimo mogoče tu na neko verzijo preventivne vojne. Izredno zanimivo je, kako so besede važne v politiki in diplomaciji. Tako da je ta omejena možnost prevencije postala še bolj omejena zaradi izraza preventivna vojna, preventivna uporaba vojaške sile. Tako da tukaj se sploh ne sme podcenjevati težav, ki spremljajo tako preventivno naravnanost. Generalni sekretar je to v zadnjih mesecih oziroma v zadnjem letu dni približno poskušal rešiti z krepitvijo sekretarijata v smislu posredovanja in dobrih uslug. Ampak tudi tu seveda problem ni enostaven, kajti to so sicer metode za reševanje sporov, v praksi se najbolj uporabljajo takrat, kadar so oboroženi konflikti že v teku. In to potem organizacijo pripelje nazaj v ta gasilski položaj in v položaj, ki ste ga vi popolnoma pravilno ocenili. Seveda je tak obseg mirovnih operacij znak tudi neuspeha organizacije, kajti vojne niso bile preprečene, zgodile so se in zdaj se rešujejo pogorišča. Tako da mislim, da se lahko nekaj podobnega zgodi tudi z to povečano kapaciteto za dobre usluge in posredovanje, če se bo jo preveč po sili razmer reduciralo na ukrepanje v vojnih razmerah. Zdaj, to je en del odgovora. Drug del odgovora je ta, večina ljudi, teh 16 000, ki delajo na terenu, se ukvarja z zelo praktičnimi dnevnimi vprašanji. Te operacije je treba organizirati, jih je treba vzdrževati, pomoč je treba dobavljati in s tem se to ukvarja, ta večina teh ljudi ukvarja. To ni zelo vizionarsko delo, to ni delo, ki bi zagotavljalo dolgoročne temelje stabilnosti v svetu. In za tega moramo tudi ta razvoj imati, tako kot ste ga vi, in jaz se z vašo oceno popolnoma strinjam. To nas ne more zadovoljevati. Ti ljudje ne prinašajo novih tehnologij, novega znanja, novih stvari. Če uspejo nekako pokrpati stvari, da se humanitarni problemi rešijo in če se hkrati lahko naredi neka zasnova politične strukture, recimo s tem, da se napravijo volitve ali da se pomaga vzpostaviti državno administracijo, potem se Združeni narodi imajo že dober občutek, nekaj smo naredili. Kaj je veliko bolj ambicioznega in takega, kar zagotavlja srečnejšo bodočnost teh krajev, pa je zunaj dosega teh 16 000 ljudi. Ne sliši se, malo počakajte. Se jaz ne slišim. Mogoče bi za pač nadaljevanje tega, to vem, da bi bil nek učinkovit sistem, ki bi omogočil preventivo teh dogodkov, ste mi zdite dve ključni stvari. Eno je vzpostavitev razumevanja med različnimi kulturami, drugo je prenos tehnologij v te kulture. Ne vem, bi bila kakšna možna ideja, recimo mednarodna izmenjava profesorjev iz naravoslovnih področij, ki bi lahko te stvari prenesli v druga okolja in istočasno bi se pač tudi na ta način kulture nekako spoznale ali pa kakšni podobni mehanizmi. Tako da ne govorimo tukaj samo o nekih sistemskih zadevah, kako naj bi se demokracijo uveljavljali, ampak kako bi se konkretne stvari pač lahko prenašale v tista okolja. Gotovo, jaz mislim, da so dobre ideje. Jaz mislim, da je to dobra stvar. Seveda spet ne smemo pričakovati čudežev, kajti taki projekti, kolikor bi do njih prišlo v širšem obsegu, dajo lahko rezultate na daljši rok. Vmes pa seveda bojo nastajale krize in problemi, ki jih bo treba reševati drugače. Tako da, če se govori o prevenciji, je treba videti vse nivoje. V Združenih narodih govorimo o dveh nivojih v osnovi. Prvo je tako imenovana operativna prevencija, to so tiste stvari, ki se tičejo reševanja sporov in političnih posredovanj, medijacij in podobnih zadev. In drugo je tako imenovana strukturna prevencija, kjer se poskuša pravočasno ugotoviti strukturne vzroke za potencialne oborožene konflikte in delovati na nje. In seveda to, kar vi pripovedujete, je izrazit primer neke ideje, ki bi pomagala krepiti strukturno prevencijo.
Moram vam pa reči, in tukaj je bila seveda tudi ena mojih manj prijetnih izkušenj zadnjega leta, dveh, da je razumevanje za pomen strukturne prevencije nekoliko upešal v Združenih narodih, prav v zadnjih letih, prav pod pritiskom tega, kako gredo Združeni narodi v to svojo operativnost. In to je bilo za mene neko razočaranje. Hvala. Še tlele vprašanje. Ja, jaz bi pa najprej pohvalil vaše predavanje, je bilo zelo zanimivo. Postavil bi vam pa v bistvu vprašanje o smiselnosti obstoječe ureditve Varnostnega sveta Združenih narodov. Teh 5 tako imenovanih policajev, kot vi pravite, vsak izmed njih ima tudi svoje predvsem energetske težnje. In kot smo videli, na primer, v primeru pred 3 leti, ko postanejo te težnje premočne, sedaj tudi mimo teh vseh mehanizmov, ki jih pozna Organizacija Združenih narodov. Naprimer, se vam ne zdi bolj smiselno, če bi bilo to urejeno pač v obliki konsenzualne politike, naprimer sprejetja več stalnih članic, da se ne bi delovalo mimo Varnostnega sveta? Ja, veste, jaz mislim, da ta problem ni v celoti rešljiv z pravnimi in institucionalnimi potezami, ker ti moč je nekaj, kar se vedno uveljavlja v družbi, v svetu pa še posebej. In tukaj moč zajeziti, jo popolnoma omejiti, mislim, da ni realno, tega ne smemo pričakovati. Jaz sem zato tudi govoril o tej osnovni geopolitični ali realpolitični zamisli predsednika Roosevelta, ker je to, ko bi rekel, en realen model, okrog katerega se lahko naredi še največ, kar je v realnosti možno. Zdaj, v Združenih narodih sem bil med tistimi, ki smo se zavzemali za razširitev Varnostnega sveta, ampak bolj, ko razmišljam o tem, manj sem prepričan, da je to resnična rešitev. Kajti z povečanjem števila dodatnih stalnih članov se seveda povečuje njihov nacionalni interes, mislim, element nekovega nacionalnega interesa v kolektivnem odločanju. Ni rečeno, da bo tak sistem deloval bolje. Potem pravne norme, ki bi zahtevale konsenzualnost ali pa boljšo obrazloženost politik ali odrekanje vetu v nekem določenem tipu problemov, tako da bi se uporaba veta bolj omejila. Vse to so stvari, ki lahko do neke mere pomagajo, ne morejo pa problema v resnici rešiti. Zaradi tega sem danes manj prepričan v smotrnost razširitve Varnostnega sveta, kot sem bil recimo pred 5 leti, ko smo o tem tako zelo živahno razpravljali. Sicer mi je pa všeč, da ste pohvalili moje predavanje. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi imel 2 konkretni vprašanji. Če se ne motim, je Varnostni svet pred začetkom vojne v Iraku oziroma po nastopu Colina Powella sprejel neko resolucijo, ki naj bi preprečevala oziroma prepovedovala enostranske posege v Iraku. Zdaj, Združene države so pač to kršile. Zdaj, mene zanima, če so bile na podlagi te kršitve proti Združenim državam uvedene kakšne sankcije in kakšne so te sankcije, če so bile uvedene, oziroma če niso bile, zakaj niso bile. In moje drugo vprašanje je v zvezi z kako Združeni narodi gledajo na stališča človekovih pravic oziroma kako ukrepajo v primeru zaporov na Guantanamo Bayu oziroma če nam lahko malo razložite, kakšen je pravni status tega območja. Hvala. No, z veseljem. Jaz upam, da imamo vsi voljo počakati, da bom razložil, da bom odgovoril na vsa ta vprašanja, če bom lahko razložil. Rekel bi tako, najprej moram pojasniti, po nastopu Colina Powella v začetku, mislim, da to bilo 5. februarja leta 2003, ni bilo dodatne resolucije, ni bilo sprejeta resolucija. Takrat so se poskušali z resolucijo, ki bi eksplicitno avtorizirala uporabo sile. Predlagatelj je bila Velika Britanija, Britancem je bilo zelo važno, da bi taka resolucija bila sprejeta. Vendar do sprejetja resolucije ni prišlo, to pa zato, ker se ni zbralo dovolj velikega števila glasov. Iz tega je potem išla ena izredno zanimiva polemika, potem, ko se je v dneh prednje prišlo do vojne, tam od sredine februarja do sredine marca,
Bilo je veliko obtoževanja Francije, češ da je Francija svojo grožnjo, da bo vložila veto na tako resolucijo, pravzaprav preprečila sprejetje resolucije. Kolikor sem jaz lahko spremljal dogajanje v varnostnem svetu, mislim, da ta interpretacija ni ustrezala dejstvom. V bistvu je tako, da so nestalni člani varnostnega sveta kolektivno rekli ne, mi ne bomo šli zraven, mi ne gremo na to avtorizacijo resolucije. Tukaj so nestalni člani odigrali veliko vlogo, zlasti države, kot so bile Mehika, Čile, nekatere druge države, tudi afriške države so se temu priključile. In veste, to ni bilo brez nevšečnosti. Čilskega ambasadorja so potem odpoklicali pod pritiskom Združenih držav Amerike. Skratka, zadeva je bila tako, ena diplomatska bitka, ki pa po mojem mnenju se je končala z zavrnitvijo ideje o avtorizaciji zaradi odločnosti nestalnih članov varnostnega sveta. Seveda pa je nesprejetje resolucije potem ustvarilo določeno količino zmešnjave v interpretaciji, kaj vse te prejšnje resolucije pomenijo. Ali je iz njih mogoče povzeti neko implicitno avtorizacijo. Okrog tega se je vodila razprava in se še vodi in seveda v tisti razpravi je bila spet delitev mnenj, kakršno lahko pričakujete. Sankcij proti Združenim državam Amerike seveda ni bilo, nasprotno. Že v začetku maja, tako bi rekel mesec in pol po vojaški akciji, je Varnostni svet izkazal razpoloženje, da sprejme resolucijo, s katero se nekako sprejemajo nova dejstva. V tisti resoluciji sta Velika Britanija in Združene države Amerike povedale, da je Irak pod vojaško okupacijo. To se ni skrivalo, ampak je bilo definirano kot novo stanje, ki v Iraku vlada in Varnostni svet je to sprejel. Člani Varnostnega sveta so bili politično zainteresirani, da novo situacijo sprejmejo, takšno kot je bila, in seveda o kakšnih sankcijah ni bilo govora. Poleg tega, veste, vsaka stalna članica Varnostnega sveta ima veto in lahko vsako idejo o sankcijah zelo hitro zatre. Tako da sankcij proti stalnim članom ni, njih ne bo. In seveda to je sestavni del tiste osnovne geopolitične kalkulacije, ki je bila že na samem začetku Združenih narodov prisotna. Drugič, kar zadeva Guantanamo, tukaj je situacija, kar zadeva odnos Združenih narodov jasnejša. Tako generalni sekretar Združenih narodov kot visoka komisarka za človekove pravice sta jasno povedala, da je Guantanamo v neskladju z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic in sta oba tudi predlagala, da se ga zapre, oziroma da se ta praksa ustavi. Združeni narodi so imeli in še imajo posebnega poročevalca za vprašanje mučenja, Manfreda Novaka, avstrijskega jurista, ki se je v zadnjih letih zelo eksponiral s svojimi kritikami. Tukaj so lahko slišali tudi argument na strani ameriške vlade, češ da kritiki, ki pač očitajo to in ono, Združene države Amerike niso obiskali Guantanama, na kar je Manfred Novak odgovoril, da seveda obisk ni bil možen, zato ker niso bili zagotovljeni osnovni pogoji za objektivno poročanje, češ ni nam bilo omogočeno, da se z zaporniki sestanemo brez prisotnosti osebja tega zapora in kjerkoli nam to ne dovolijo, mi ne gremo. Mislim, bodi se, da je to v Združenih državah Amerike ali v kakšni drugi državi. Skratka, tu obstaja zelo jasna kritika strani Združenih narodov in obramba so strani Združenih držav Amerike. To je stanje, ki traja ta čas. Zdaj, Komisija za človekove pravice se letos verjetno sploh ne bo sestala, ker sestajati bi se morala zdaj, ampak ker je bil vmes ustanovljen svet za človekove pravice, bo verjetno vse skupaj odloženo na čas, ko se ta svet ustanovi in to bo verjetno nekje šele sredini leta. In takrat bodo vsa ta vprašanja prišla v neko kolektivno razpravo. Vse to, kar so povedali generalni sekretar, visoka komisarka za človekove pravice in posebni poročevalec za vprašanja torture. In ta razprava se bo seveda nadaljevala in ne verjamem, da bo tukaj v Združenih narodih razumevanje za prakse mučenja in razne druge kršitve. Ja, večino smo govorili o konfliktih, tudi ta debata je šla v tej smeri, kar kaže, da nas trenutno bolj preokupira trenutno stanje na tem našem planetu, če tako rečemo. Ampak bi se pa vrnil na tematiko, ki ste jo tudi nakazali kot pomembno mogoče dejavnost Združenih narodov, to je okolje in s tem povezan razvoj in tehnologije.
Tukaj se predvsem raziskovalci čutimo malo nemočne, ker se na koncu vse svede na nivo diplomacije in politike. Ne. Ta v končni fazi odloča. Zato me zanima po eni strani, kako vidite recimo vlogo znanosti v Združenih narodih ali pa strokovnjakov, ekspertov pri delu Združenih narodov. In če gledamo čisto dolgoročno, ne, če bomo preživeli te konflikte, pa toplo gredo, bomo morali poseči v vesolje. Ne. Ali je tudi tle kakšna bodočnost, da se vrnemo k naslovu vašega predavanja, bodočnost za Združene narode? Ja, torej odgovor na obe vprašanje je seveda pritrdilen. Zdaj, vprašanje je konkretizacija. Sedanji generalni sekretar je pokazal s svojim delom, da je včasih možno narediti znatne inovacije na pobudo generalnega sekretarja in v njegovem mandatu, v obeh mandatih, ne, se je zelo lepo uveljavila ta organizacija, ki se imenuje Global Compact, globalni sporazum, ki združuje poslovni svet z nekaterimi kriteriji, ki so se razvili v Združenih narodih na področju varstva okolja in na področju človekovih pravic. Podjetja, velike korporacije se prostovoljno zavežejo, da bodo določene kriterije izpolnjevala, ne glede na to, kakšno je stanje pravnih obveznosti zanje, preprosto zato, ker hočejo demonstrirati svoje odgovorno ravnanje. Seveda, tu je treba biti realističen in previden, kajti pri podjetjih, ki se prijavljajo, da bi se vključile v ta globalni sporazum, so tudi take, ki želijo pridobiti dobro ime in niso nujno zelo resnici privržene tem standardom. In zato je tu vprašanje kontrole, vprašanje medsebojnega nadziranja zelo važno. Ampak v vsakem primeru je generalni sekretar pokazal, da lahko on sam s tovrstnimi iniciativami premakne stvari v poslovnem svetu dodatno k tistemu, kar se počne na meddržavni ravni in med diplomati. Tisto, kar se doslej ni zgodilo in kar mislim, da bi novi generalni sekretar lahko naredil, pa bi bila ustanovitev nekega globalnega znanstvenega sveta, nekega foruma, ki bi ga lahko iniciral generalni sekretar, da bi dobile dodatno pozornost svetovne javnosti in tudi medvladnih organov določene ključne teme, ključna vprašanja ali pa ključne nove ideje, ki se v znanstveni skupnosti razvijajo. Jaz, kot rečeno, iz tega optimizma, o katerem sem govoril na samem začetku, verjamem, da je kaj takega možno napraviti. In ta ideja je bila nekajkrat v diskusiji, vendar se doslej še ni realizirala. UNESCO ima seveda svoje naloge na tem področju, ampak UNESCO je še vendar preveč medvladna organizacija. Mislim, da bi bila boljša ideja z večjo perspektivo, če bi se po vzorcu globalnega sporazuma Global Compact naredila neka struktura, ki bi povezala vodilne znanstvenike v nek svetovalni organ, ki bi dajal na dnevni red neka ključna vprašanja in potem si prizadeval, da se to tudi skozi Združene narode promovira. Tako da tu se mi zdi, da bi bila prihodnost. Zdaj, vi ste imeli še eno vprašanje, sem ga pozabil zdajle. Vesolje, pardon. Ja, gotovo. Glejte, tu so Združeni narodi naredili so naredili nekaj pomembnih konvencij, ki ustvarjajo en globalni okvir za sodelovanje v vesolju. Pričemer jasno, vesoljske raziskave so izredno drage in so v rokah zelo majhnega števila držav oziroma enot. Tako da tukaj se ni prišlo do nekakšnega lastništva Združenih narodov, tako malo karikirano rečem, ali pa do neke efektivne vloge Združenih narodov pri razvoju vesoljskih raziskav ali pa vesoljske dejavnosti. Vendar pa normativni okviri, ki regulirajo to področje, so nastali v Združenih narodih in tu neko izhodišče je. Pravzaprav veliko novega se o tem ni razvilo v zadnjih letih. Vsi ti modeli so nastali v 70. in 80. letih, recimo načela o izkoriščanju vesolja, načela, ki urejajo registracijo satelitov in podobne zadeve. Vse ta normativni mehanizem je tu in je nastal v 70. 80. letih. Veliko novega pa tu ni bilo in jaz premalo vem o teh stvareh, da bi lahko karkoli sugeriral. Tako da
ali lahko gredo Združeni narodi naprej od določanja osnovnega normativnega okvira v neko aktivnejšo vlogo, tega vam ne bi mogel reči in se ne bi upal predlagati. Hvala lepa. Jaz bi imel še dve vprašanji, ki pa nista povezani toliko s Združenimi narodi, bolj z nami tukaj. Vi ste se zdaj vrnili po 13 letih v domovino z veliko znanja, z veliko znanstev, z veliko izkušnjami in eno vprašanje bi bilo, kako ta naša družba izkorišča ali skuša izkoriščati, izrabiti to vaše znanje, ta vaša znanstva. Drugo je pa, najbrž, ko po 13 letih, ko ste prišli nazaj, lahko z druge perspektive pogledate na to naše stanje in recimo, kako vidite problem, ki vas od nekdaj zanima, človekovih pravic pri nas, da smo rešili vse stvari, ali nam še kaj ostane za prihodnost. Ja. No, drugo vprašanje je retorično, seveda, ne? Ampak mogoče bi začel vseeno s prvim vprašanjem. Zdaj, veste, kako je, ne? Jaz nimam občutka, da sem izkoriščan, ne? Kar je lepo, ne? Če vas nihče ne izkorišča, se počutite dobro, ne? Ampak, tako da moram vam tudi seveda povedati, jaz nimam nobenih odgovornosti v vladnem kontekstu, nobenih resnejših posvetovanj, nobenega posebnega zanimanja nisem občutil doslej, tako da kaj posebnega vam tukaj ne morem poročati o svojih kontaktih ali svojem sodelovanju z vladno državno sfero. Moram reči, da sem ena dva prijazna in bolj splošna pogovora s predsednikom Drnovškom, ki je seveda zainteresiran za globalna vprašanja in to je bilo do zdaj od moje vrnitve pravzaprav vse. Seveda druga stvar je, da se počutim zelo dobro izkoriščenega na pravni fakulteti, kjer sem trenutno, poleg tega sem predstojnik za katedro za mednarodno pravo, tudi edini polno zaposleni učitelj za mednarodno pravo. In pa si lahko predstavljate, da imam veliko dela s predavanji, z študenti in tako dalje. In moram reči, da me to izredno veseli, jaz to izredno rad delam in opažam, da so, ne vem, študenti je zelo mlada populacija, mogoče zato, ker sem se jaz malo postaral, takrat, ko sem nazadnje bil tu profesor, mogoče pa tudi zato, ker sem delal v enem okolju, kjer je bilo tako mladih ljudi zelo malo, tako da zelo uživam, ko pridem v predavalnico in se tam pogovarjamo o vseh mogočih stvareh in je to, rekel, kolikor me študentje izkoriščajo, me to seveda izredno veseli. No, kar zadeva drugo vprašanje, je pa tako, mislim, da so človekove pravice vselej, v vsaki družbi neka konfliktna zadeva. Človekove pravice ne gredo brez konfliktov in ti konflikti se potem rešujejo bodisi z nekimi formaliziranimi procedurami v pravosodju in podobno, ali pa po poti nekega svobodnega dialoga, kot recimo v primeru svobode izražanja, kjer se lahko ta svoboda razvije samo, če obstaja dejansko prostor za dialog in za mnenja. No, in meni se zdi, da je v Sloveniji bilo predolgo čutiti eno določeno samozadovoljstvo. Mi nismo bili država, ki je kritizirana zaradi grobih in množičnih kršitev človekovih pravic in smo zaradi tega, se mi zdi, nekako izgubili en del občutljivosti za človekove pravice. Tako da moj prvi vtis, ki je seveda samo vtis, jaz tega nisem študiral, kar sem se vrnil, je, da je to obdobje samozadovoljstva naredilo nekaj škode in da se zdaj z večjimi napori soočamo z zelo realnimi problemi človekovih pravic, ki na Slovenskem obstajajo, ki so tudi ugotovljene v poročilih Amnesty International, tudi ameriškega State Departmenta. In to mislim, da moramo vzeti zelo resno. Mislim, da ni dobro, če bi se ta opozorila, ki so prijateljsko narejena, ignoriralo. Nekoč v 80-ih letih sem bil med pobudniki ustanovitve takratnega Bavconovega sveta za človekove pravice, iz katerega je kasneje nastala institucija varuha človekovih pravic. Mislim, da je to zelo dobro, da Slovenija takšno inštitucijo ima in da se okrog njegove dejavnosti razvija razprava. Mislim pa, da je prostor dovolj velik, da bi lahko ustanovili še kakšno dejavnost, še kakšne organe, še kaj takega, da bi krepili občutljivost za človekove pravice. Ker to mislim, da Sloveniji
ne bi škodovalo, nasprotno, mislim, da Slovenija to potrebuje. Ampak kot rečeno, govorim vam o vtisu, ne morem vam zdaj poročati o tem, da sem res dobro preučil stvari. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ne, bi se v imenu vseh profesorjev Telku še enkrat zahvalil. Hvala lepa.